Nazadnje so se videle v bolnišnici. Tako je v naši kulturi, je rekel in mi prinesel čokoladice z marcipanom. Dolgo sva si pisala. Stavki so krožili med piskanjem aparatov. Razložila sem mu, da spet berem Nietzscheja. In kako sem navdušena, da ga zdaj bolje razumem. Ker zagotovo nisem nadčlovek in ne morem živeti tudi po koncu svojega življenja. Takrat sem veliko brala, ker sem se bala, da mi bodo odmrle možganske celice in ne bom nikoli dokončala magisterija. Bezeg, tulipan, marcipan ali shodila ovinka, ki gre mimo sosednje hiše. Psički, tulipan, marcipan. Kolikokrat sem pomislila, da bi lahko postala nadčlovek, veliko večji od svoje megalomanske žalosti. Saj zmoreš, mi je rekla sestra, potem, ko sem se skoraj zgrudila na koncu tistega ovinka po prvi kemoterapiji. Kako velika je bila moja bolečina, da je žrla prav vse okoli mene. Vsi so hujšali, jaz pa sem bila trdoživa in prožna kot trlica. Prevleka za telo, nekakšno telo, ne ravno moje. Marcipan, geranje in morje. Morje. Takrat sem zadnjič videla tistega Egipčana ali Gibraltarčana z doktoratom. Izkoristila sem ga za dolge pogovore in on se je zaljubil vame. Kako bom pojedla vse te čokoladice, preden bo moje telo pojedlo mene? Sem mu hotela reči, ko jih je prinesel in rekel, misli na lepe stvari. Tako rada imam misli, ker lahko potujejo dlje od mene. Nisem razumela, zakaj bi se kdo zaljubil v pol človeka. A nekoč sem poslušala gospo, ki je govorila, da od moževe smrti živi samo na pol. K sebi je stiskala majhnega psička. Moje telo je bilo zasuto s cvetjem, z drobnimi kosmi bombaža v prsih. Težko je bilo vdihniti in izdihniti. Vse, kar je raslo v meni, je bilo moje. Moj rak v mojem telesu. Takole začenjamo pesniški večer, ko telo govori pesem. Tole je bila Špela Setničar, ki je na svojem zasluženem oddihu v Grčiji. Špela Setničar je napovedovalka, voditeljica, pesnica, v kratkem tudi bodoča magistrica scenaristike, zato zaslužen dopust. Najbolj uživa v performativni umetnosti, sodeluje v performativni skupini Dragi Drago, sinhronizira tako celovečerne kot tudi serije televizijskih risank. Lani pa je izšel njen pesniški prvenec Vse, kar ti moram povedati, del katerega je namenila opisovanju svoje borbe z rakom. Z rakom 4. stadija. Večinoma je pisala o vitalnosti in o erotiki, o prepletu obeh, ki sta zaznamovali obdobje njenega zdravljenja. In takole začenjamo pesniški večer. Pesniški večer, ki je nastal iz nuje potem, da presekamo tišino, ki se ovija okoli bolezni raka. Hvala MOL-u, hvala Ministrstvu za zdravje, da nas podpirajo pri tem. Hvala Jerneju, Hani in Jasmini in vsem tu prisotnim, da to delate skupaj z nami, z mano. Včeraj smo začeli z razstavo Hane Kosel Marušič, ter katere je tudi Špela Setničar. V filmu si jo lahko ogledate. In na razstavi boste našli tudi QR kodo, s pomočjo kateri lahko delite tudi svoj zapis, svojo izkušnjo z rakom, z boleznijo raka. Zelo bomo hvaležne in hvaležni in bomo kasneje tudi to vključili v naše upamo, da večkratne performanse. Naslednji bojo to že v novembra, 17. in 18. Več o tem boste izvedeli na Škucovih straneh. Sem pa jaz zdaj designated voditeljica tega večera in sem zato prosila avtorje in avtorice, ki se bojo predstavili, da zapišejo tudi
svojo neko izkušnjo, svoj utrinek, nekaj, kar mogoče niso zapisale v pesmi. In Špela je zapisala: najbolj se me je dotaknilo srečanje z eno izmed medicinskih sester, leto po zdravljenju. Ker je sprva nisem prepoznala, je rekla: ko sva se spoznali, pa še niste imela las. Takrat sem se je spomnila, nekaj noči je preživela ob meni, ko sem jo kaj potrebovala, ko mi je bilo najhuje. A vas lahko objamem, je rekla. Seveda. Pokimala sem ji in sva se objeli. Obe sva takoj zajokali. To je bil eden izmed najlepših objemov v mojem življenju. V takšnih trenutkih si delimo bolečino, ki nas med drugim povezuje na povsem drugačni ravni. In tega ni mogoče zajeti z besedami in opisi. In mi smo danes tukaj zato tudi, da podelimo svojo izkušnjo, da povemo, kako nas je rak spremenil in kako nas je umetnost podpirala ves čas. Mi operiramo z besedami, dajemo svoje čustva v pesem in včeraj smo se pogovarjali na okrogli mizi in smo bili zelo hrabri, danes pa se razgaljamo s poezijo in mogoče v poeziji povemo mogoče kaj več, kar sicer v vsakodnevnih pogovorih ne. Tako da bi predstavila zdaj naslednjega pesnika, Milana Šelja, ki je pesnik in prevajalec in od leta 1992 živi in dela v Londonu, oziroma jaz bi rekla, da dela in živi med Kosmatico in Londonom. Med Kosmaticami in Londonom. Zadnje desetletje tako preživi polovico leta v Velemestu, drugo polovico pa s Petrom na Krasu. Je avtor 6 pesniških zbirk in 2 ilustriranih zbirk pesmi za otroke. Sodeluje na prevajalskih delavnicah, na številnih nastopih, predstavlja svojo in slovensko poezijo tako kot doma kot na tujem. Njegove pesmi so izšle v številnih prevodih, v antologijah in v revijalnem tisku. Njegov oče je umrl za rakom na prostati. Skozi podobno operacijo kot Milan pa je šel pred kratkim tudi njegov 4 leta mlajši brat Silvar. Izvoli, Milan, udar je tvoj. Hvala, Tanja, in dober večer vsem skupaj. Včeraj, ko sem odhajal iz Škuca na poti nazaj na Kras, sem razmišljal, kako so naši dragi in najbližji okrog nas pričakovali v najtežjih trenutkih, da smo bili močni. Mi pa in sam se mi zdi, da sem si lahko privoščil krhkost prav v poeziji in o tem govorijo pesmi, ki so nastale ne med zdravljenjem samim, ampak potem kasneje. Pond Street 2024. Mimo ribnika grem, kjer se tudi po zimi kopajo geji, ortodoksni judje in taksisti iz londonskega East Enda. Za nekaj trenutkov nezavedno zdrsnem iz varnosti tega prostora. Znajdem se na drugi strani, na poti v Tomaj, sanjarim med pahljačastimi hrasti, ki jih burja drugače grbanči in upogiba kot te na angleškem. Uro kasneje spet doma. Ob 9:30 klic splošnega zdravnika. Svoj stavek začne monotono. I'm sorry to tell you. V glavi odmevajo njegove uvodne besede. Ostalih ne razumem najbolje, nekatere preslišim. In vendar dojamem, da je diagnoza potencialno fatalna. Petra prepričujem, da bi bilo bolje if I die rather sooner than later. Tako bi si lažje poiskal a new model, mu zatrdim.
Tesno me objame in ugovarja. Dogovorjena sva vendar, da bo odšel on pred mano. Skupaj bruhneva v smeh. Ta trenutek je morbidnost zabavnejša od pomilovanja. Royal Free Hospital. Po prvi magnetni resonanci biopsija. Mlad medicinec me pripelje iz čakalnice v manjšo sobo. Pokaže mi predprostor, kjer naj se slečem in zagrne zaveso. Oblačim si bolniško haljo. Še najmanj me skrbi, ali bi kdo lahko videl mojo zadnjico vso v velo. Ko sem pripravljen, mi pokaže, kam naj sedem. Tip, ki bo opravil proceduro, me prosi, naj dvignem noge kar visoko v zrak in jih široko razprem na stolu, ki je podoben tistemu pri ginekologu. Skloni se nadne, čutim njegov dih na svoji goli koži. Privzdigne mi moda in z lepilnim trakom jih pritrdi pod trebuhom, da mu ne bi bila v napoto. Raje sploh ne pomislim, kakšen je pogled na vse drugo tam spodaj. Vajencu ob sebi obrazloži vsak svoj gib, ko z instrumentom vstopa vame. Potem precizno cilja in strelja v tumor, kot bi zračno puško pospravljal na polju 19 nepovabljenih zajčkov. Royal Free Hospital ponovno. Druga magnetna. Na poti iz čakalnice v pusto pregrado, ki mi jo dodelijo, opazim starejšega moškega. Nepremičen leži na posteli in vzdihuje. I'm dying. I'm dying. Sam je v tem ozkem prostoru in očitno je, da ne ve, kje je. Help me. Help me. Ga slišim skozi steno. In potem spet, I'm dying. I'm dying. Nihče ne pristopi do njega. Nemočen ležim na svoji strani. Vsak njegov dih in izdih zarežeta vame. In zavem se, da bom moral sam nekega dne na podobno pot. Oltar svetega Sebastiana, stolnica v Ulmu. Zamaknen zelo daljavo, v skoščenje in razgaljen. Pozračena krpica pokriva spolovilo. Škof na desni ga gleda nadvse pomenljivo. Svetnik na levi, z neko beštijo pod nogami, se pase z očmi po goloti. 3 puščice, izstreljene v njegovo telo, so odlomljene. 4., debela kot človeška pest, počiva zadrta v prsnem košu. Rane se mu celijo že stoletja, zato me ne čudi, da so kaplje krvi posušene, komaj vidne. Luknje na mojem trebuhu je navrtal robot. 5 jih je. In zaceljena koža brazgotin je slivove barve. 6. krasi čipka iz 4 šivov, kjer je bila izrezana rakasta kepa. Najini iznakaženi telesi se poljubljata v zrcalni podobi. Aber wir sind alle schön, Sebastian, mu zašepetam v svoji polomljeni nemščini. On pa mi pomežikne. Pond Street 2025. Prosim te, da ugasneš luči. Pa ne zato, da bi si med zadržanimi vdihi in izdihi in drhtečimi dotiki ustnic lahko domišljala, da sta najini telesi spet prožni in mladi. Tami so brazgotine pod blazinicami tvojih prstov bolj mehke in voljne in lažje pozabim, ki je v mojo mehko notranjost zarezal kirurgov nož. Ugasni vse luči, moj dragi, da se stalo brezbrižen predam slasti teme.
Ležim ob tebi in kmalu bo jutro. Med tvojim enakomernim dihanjem se spominjam trenutkov, ko si nisem dovolil, da bi me bilo strah. Vem, da lepota ni le v obsedenostih po popolnosti, absolutnem, enkratnem. So sledi krhkosti na zemljevidih neznanih poti, dotiki teles, razkritih z ognjem poželenja, ki ne pozna sramu. Je iskanje zavetja, ker sem najbližje tebi in samemu sebi. In v trenutkih ranljivosti skušam doumeti moč ljubezni. Hvala. Hvala, Milan. Naj povem, da je Milan eden izmed tistih ljudi, ki me je naučil, kako dihati, kako svojim pesmim dati tudi prostor, da zadihajo, da včasih lahko kakšno stvar tudi malo spustimo, zato da pridejo druge stvari bolj do izraza. In eden izmed njegovih predlogov je tudi, da ko ljudje preberejo, da damo malo prostora, da se pesmi usedejo. Tako da bom zato tudi mogoče malo počasi vstopila na oder po avtorjih in avtoricah. Bi pa na tem mestu tudi povedala, da bo na koncu odprti mikrofon, da če se v vas utrle kakšen vzgib, da bi kakšno pesem delili z nami, da ste vabljeni. Nekaj ljudi se je že zglasilo pri meni in jih bom tudi poklicala. Če pa bi kdo še delil kakšno misel, kakšen zapis, pa seveda dobrodošel. Naslednjo pa vabim na oder Katarino Meyerhold. Rojena je 1971, filozofinja, urednica in prevajalka, ki občasno piše poezijo in prozo. Pripravlja svoj pesniški prvenec Direktu Vab. Iz časa zdravljenja, ki ga še ni povsem zaključila, saj jo čaka še 9 let hormonske terapije, sta ji v spominu najbolj ostali srčnost medicinskih sester in odločenost, da ostane živa, saj je njen oče 2012 umrl za krvnim rakom, plazmocitom. Je avtorica nekaj znanstvenih in strokovnih knjig, prevajalka znanstvenih monografij in urednica številnih tematskih številk. Katarina, izvoli. Lasulja. Še preden začneš s kemoterapijo, dobiš napotnico za lasuljo. Začudeno se vprašaš, zakaj že kar takoj? Potem eureka. Že po prvi kemo začne odpadati jase, nato zaplate, na koncu pade v zgost. Odločiš se, ali lasulja ali ježek. Lasulja žalostno ždi na vrhu žoge, ti pa pod kapo skrivaš svoj ježkasti globus, ki ga redkim predstaviš kot svojo novo lepotno podobo preko SMS-a. Godna. Najprej daš kri, 1 ali 2 epruveti. Potem pregled pri zdravniku, ki pove: danes sem godna za kemoterapijo. In greš. Na začetku fabule tretmaja imaš kratke, a hujše kemoterapije. Sledijo daljše, a šibkejše. Vse pa imajo stranske učinke. Kaj je čas? Ko imaš raka, ni časa, kakor so ga poimenovali v dobi antropocena. V dobi moderne. Čas z začetkom usmeritve k določenemu cilju, na poti do cilja pa moraš premagati določene ovire, da boš na koncu zadovoljna z dosego cilja. Češ, res sem si ga zaslužila. Ko imaš raka, ti ni treba priti nikamor, nobeno družbeno, osebno oviro premagati, nikogar preigrati. Največ je, da si. Karkoli že počneš ali ne počneš. Zdaj je čas in čas je zdaj. Se nadaljuje. In ker pripovedovalci tega ne razumejo, ne znajo pripovedovati zgodbe, ko se želje uresniči.
Na primer v primeru ljubezni, ko si protagonistki izpovesta privlačnost druga do druge. Kdo pa je rekel, da morata kam priti, koga premagati, preigrati v ljubezni, ki je že njuna, v kateri sta, ki jo zaobjema vsak dan, vedno znova. Njuna ljubezen je življenje vsakega dneva v tem zdaj in je lepa, kakršnakoli je že, ne pa dolgočasna, da se pripovedovalcem ne da nič več o njej povedati. Druga operacija. Biopsija bezgavke, v kateri je bil klip, je pokazala zasebek, čeprav je kemoterapija bezgavko zmanjšala na raven običajnih, zdravih bezgavk. Kirurg je zato predlagal odstranitev aksile oziroma vseh bezgavk 3 tedne po prvi operaciji. Druga operacija je bila še enkrat bolj boleča od prve. Tako boleča, da še drugi dan po operaciji nisem mogla vstati z postelje in me je sestra ujčkala, kar pomeni, da mi je prinašala kahlico in nič me ni gnalo, da se moram potruditi vstati z postelje. Roke skoraj nisem mogla premakniti, ker me je tako bolela, kakor da bi imela na njej tonsko utež. Zdelo se je tudi, kakor da nobena protibolečinska sredstva ne delujejo. Prvi dan sem po operaciji tudi krvavela, zato so me sestre kompresijsko povile s povojem, da so zaustavile krvavenje. Tako me je še vse bolj bolelo. Sestri v nočni izmeni sem vsake 3 ure pozvonila. Vse me boli, kje vas boli? Roka, rana in hrbet, ker so me tako močno povile. Nato mi malo razrahlja povoj, da mi še eno protibolečinsko infuzijo, a zdi se mi, da mi nič ne pomaga. Boli! Ves drugi dan ne moram ostati z postelje. Pod pazduho imam dren in bučko, v katero se mi odvaja malo krvi. Ko pride drugi dan v nočno izmeno medicinski brat in mu rečem, če mi prinese kahlico, on resno odgovori. V 38 letih nisem doživel, da bi drugi dan po operaciji prinašali kahlico. To me spodbudi, da se s pomočjo pacientke, ki še ni operirana, dvignem z postelje in grem prvič na WC. Naslednji dan zjutraj se prvič potrudim vstati z postelje, čeprav tako boli, da javkam in stokam. Še vedno se zdi, da nobena sredstva, zdaj dobivam protibolečinske tablete, ne primejo. Ko pride popoldne mama na obisk, ji položim glavo na ramena in skoraj bi zajokala, a tega ne storim, ker vem, da bi vedela, kako me boli in bi še njo bolelo, zato mi samo glava nekaj trenutkov počiva na njenem ramenu. Poboža me po glavi in mi je takoj boljše. 3. dan mi da sestra Portalak, sredstvo za mehčanje blata in reče, pa še enega kratkega, odgovorim, a rad jo ponujate in se zasmejiva. Popoldne me vpraša, če sem šla na blato. Nisem. 4. dan grem iz bolnišnice z bučko, sestre pa mi pokažejo, kako se je zamenja in rečejo, da je bo treba vsak dan zamenjati, odstraniti obliž pri drenu in ga počistiti, z rane pa čez 2 dni odstraniti obliž in se nato po rani tuširati z vodo. Ker tudi 5. dan ne grem na sračke, vzamem svečko in olajšanje. Tudi v 6. dan mi uspe iti na sračke s pomočjo Portalaka in sem vesela. Pri kirurgu sem za predlek naročena čez 5 dni. Zdaj imam 20 cm dolgo rano in sem ostala brez pavlusnih bezgavk. Daj povej že kaj lepega. Ali je lahko vsem tem kaj lepega? Se o čemu nasmehniti? Se o čem pošaliti? Seveda, odvisno od človeka. Pride dan, ko se nasmehneš dejstvu, da te nič ne boli, da greš v miru na stranišče, da se ne potiš, da nimaš vročine, da sije sonce, najbolj pa se razveseliš, ko te mama vsak dan 2-krat pokliče in te vpraša, kako si, ko dobiš SMS z lepim sporočilom osebe, ki jo imaš rada, ali pa te obišče kdo od kolegov. Če je le priložnost oziroma če si kočke dobre volje, se pošališ in zasmejiš, saj s tem sebe in druge za trenutek razbremeniš. Hvala, Katarina.
Naslednji je Pino Pograjec, rojen 1997, je končal dvopredmetni magistrski študij anglistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Odraščal je v Kamniku, kjer je na tekmovanjih v slam poeziji prvič bral svoje pesmi pred občinstvom in nekajkrat zmagal. Leta 2022 je založba Črna skrinjica izdala njegov pesniški prvenec Trketanje, za katerega je dobil nagrado za najboljši literarni prvenec, ki se podeli v sklopu Slovenskega knjižnega sejma. Marca 2024 je izšla njegova druga pesniška zbirka Trepete pri založbi Škuc Lambda, po izidu katere je dobil nagrado Mlado pero, ki jo je časnik Delo podelil ob krstniku. Novembra 2024 je pri Črni skrinjici izšla njegova tretja zbirka Megalomastine Zbruhijada, leta 2025 pa je izbor njegove poezije prevedene v angleščino v lastnem prevodu Šizofag. V svojih prvih 2 knjigah je mnogo pesmi posvetil svoji mami, predvsem njeni borbi z rakom, ki jo je, tako kot celo družino, močno zaznamovala med pandemijo covida. Izvoli, Pino. Prebral bom cikl pesmi iz mojega prvenca, Trgetanje, pa potem še eno pesem iz Trepete. Temu ciklu je naslov Rek. Prvič. Iz telesa, ki me je rodilo, se ulije kri. Od nosnic se vije mimo smejalnih gub, samo brez panike. Robček mora prispeti ravno v pravem času, ne prehitro, ne prepočasi, da ne zapademo v kaos. Prestrašena srna si lahko zlomi vrat, a v meni je naglica. Z nje bi rad obrisal vsako sled bolezni, ki pa zahteva čakanje, disciplino upanja, poslušanje dihanja. Drugič. Nikoli v življenju ji niso rasli kodrasti lasje. Po koncu terapije ima skuštrano glavo, tako kot jaz. Mesec zdravja je laž zahrbtnih izvidov, takoj ko parazit izgine, se pojavi drugje v telesu. Postopek bolezni je šablona, zapisana do potankosti v brošurah za sorodnike, ki vedno znova mislijo, da je njihova bolečina edinstvena. Morda bi me na kaj pripravila, a ne upam si je listati do zadnjih strani. Tretjič. Ko veliko kašlja, zatipam bulo v vratu. Grem do zdravnice, ki mi po pregledu pove, da so tam le moje bezgavke. Ko se vrne z operacije, začutim kljuvanje pod pazduho. Grem do zdravnice, ki ničesar ne zatipa. Ko ji popušča srce, me stiska v prstnem košu. Zdravnica pravi, naj hodim na sprehode. Kradem bolečino, za katero ne vem, ali jo lahko prenesem. Četrtič. Slačim nogavice z njenih otečenih nog, prinašam mi kozarce vode, kapljam morfi, zamenjam posteljnino, topim vosek, pometam tla, perem perilo, zlagam posodo, razvozlavam vozel, pripravim zajtrk, pripravim kavo, pripravim se na vse. Izrabi me kot veslo, da prideš do obale. Petič. Velikokrat si mi povedala, da sem vsako bolezen preprosto prespal. Morda si tisto leto, ko sem imel 7 zaporednih angin, večkrat pogledala v mojo sobo. Zdaj jaz večkrat pogledam v tvojo, vsaj kadar spiš. Kadar si budna, si nora od življenja. Remisija dolbe cement z tvojih nog. Spet lahko hodiš in bi obhodila mesto, spet se lahko premikaš in bi premaknila svet. Morda bo to le mesec zdravja, ne prehitevaj. Korak za korakom, samo brez panike. In potem še pesem iz Trepeteja, ki se začne z citatom od Evelyn Wong. Sami smo neuporabni, še dobro, da nisi sam.
Moja mama vsako bolečino hitro pogoltne, da se čim prej prebavi. Ko je od zdravil za raka noge niso nehale otekati, se je režala njihovi velikosti, dokler ni začela kašljati od zasevkov na pljučih. V neki svoji temi je vedela, da to še ni bil konec. V neki svoji temi nisem razumel, zakaj tudi drugi ne želijo umreti, zakaj mi niso pustili umreti. Mama je z očetom kot v transu klicala psihiatre, terapevtke, šamane, zdravilke, kuhala kamilice, pripravljala oblačila, razvozlavala vozov, me pokrivala z odejo, vozila na morje, vozila v hribe, vozila cel dan vozila, da bi me naučila, kako se pogoltne smrt. Hvala. Modna izbira Tomboy. Hodim mimo lasuljarne in razmišljam o špiljenih kodrih in kako se je njena prosojna koža vedno mehko raztezala čez rakave celice. Pogledujem v vitrino in ne vem, katera čupa bi najbolj poudarila mojo fluidnost in ali bi nosila frufru enako elegantno kot ona. Zvečer kupim vijolično kapo s šiltom. Zapestnica prijateljstva. Zjutraj se zbudim skuštrana, dokler imam še lase. S humorjem predsejem žalost, ki kaplja name iz vseh strani. Če rabiš, kaj povej. Preden grem na dodatne preglede, si želim manj šumov in nekaj več vsakdanjosti. Zato na temuju naročim jadro 5x5x5, ker na terasi pripeka sonce, pregreva tine, svetle lase, medtem ko Marja čez let naliva kolo. Zero, čisto običajne stvari, pa tako mlada, ti si itak taf, res mi je hudo, smo preskočile in imele piknik, ki bo v meni še dolgo potem, ko bodo tumor lahko locirali le s pomočjo markerja. Rišem kičaste srčke okoli njunih imen, na polaroidni fotki tiščimo glave. Skupaj si bomo izborile mirnejše življenja. Kako zdožiti fige? Kemoterapija je postala tedenska rutina, kot polaganje figovih listov med sadeže, da ne bi prehitro zgnili. Čakamo na svoj odmerek, na hodnikih stavbe C, nas ločujejo po diagnozah in datumih rojstva, ki jih ponavljamo. Vsakič znova dajem kri, opozarjam na svojo občutljivo kožo, da ne bi zopet prišlo do infekcije. Upam na dobre izvide, preden grem v bolniško sobo 4, pijem kavo v bližnjem kafiču, berem posvetilo, v špeljeni pesniški zbirki piše zdrži. S cevko pod ključnico jočem le, ko vsi odidejo v svoje službe, na potovanja ali nazaj k pisanju magistrskih nalog. Danes zadnja ostajam iz bolniške postelje. Omotična, prenašam svojo dnevno prtljago čez prazen hodnik in razmišljam, kako bi bilo bivati na hrvaškem otoku. Po zimi, ko bi pihal mrzel veter skozi moje preperele organe, bi zavedno želela pustiti takšno življenje za sabo. Jabolko. Moj teden ima 2 zdrava dneva. Noči se razčetverjene potapljajo v znoj. Podnevi opazujem rano pod ključnico. Občasno hodim v hrib in vpijam sončno svetlobo, ki preliva propadajočo kmetijo. Sprašujem se, koliko časa bo njena streha vztrajala, dokler se ne sesede. Vase sprejemam zdravila z imeni, ki jih ne znam izgovoriti, in čutim, kako klubska glasba zapušča moje boke in prsi potopljene v melanholijo. Privajam se ritmu ležernega premikanja belih krav, ki teptajo travo na pašniku, in kamenja, ki se kruši škarpe na vrtu. Kot krivljasta jablana se zavijam v mirovanje, kot da se me življenje ne tiče več. Ali pa vendarle, čakam le vzgib od znotraj, da bi pognala še kak list
Preden me prekrijejo lišaji, ti rečem zvečer, bi rada zagrizla vate. Jazz. Čeprav je iz mojega mednožja odtekla zadnja kaplja menstrualne krvi, so se iz mene rodile nove osebe. Zlatan, balkanska žena in Stanislav so si med razjedami v ustih, vnetimi očmi in razslojenimi nohti naredili žur, da bi me razvedrili. Ko se je moje brezbarvno telo posedalo v bolniško posteljo, je Zlatan pil pivo in pel navijaške pesmi. Melanija si je nadela minđuše in v žepe krznenega plašča shranjevala komplimente, medtem ko je Stanislav vse v dalinkah raztapel smrtonosno diagnozo, ki se je krčila. Iz tedna v teden sem jim dajala telo v najem za ves ta jazz, ki bi preprečil, da zavedno obležim pod deformiranimi celicami in stranskimi učinki zdravljenja. Novo leto. Še mesec dni, pravi zdravnica. Rečem, da imam že vsega dovolj. Odštevanje do novega življenja prinaša grenkobo 1. januarja. Ko se zbudim, ugotovim, da kljub obljubam in željam bolezen še vedno vztraja, z nenehno utrujenostjo in vročinskimi oblivi. Nihče se ne bo namesto mene postavil na noge. Z odrevenelimi prsti in mravljinci v rokah brodim do cilja. Vse manj ljudi vesla z mano. Vsak dan teže dvignem svoje telo. Delim ga na centimetre, da bi odkrila, kje pod kožo hranim mehkobe, me božeš po hrbtu ali mi ljubiš pomarančo. Zadržujem solze in namakam svoje možgane v tista poletja, ko smo se kopali v Blejskem jezeru, jedli češnje z drevesa pred hišo, ali ko sem šla sama na Sedmera jezera. Sama moram zlesti ven iz tega bluza. Borbeni jajček, si mi rekla. Če kdo to zmore, si to ti. In jaz ti verjamem. Santé. Ko bo vsega konec, bova šli v gore, rečem na glas, kot da ve, kaj v začetkih in koncih zastriže z uhlji. Potem dvigne glavo, pripravljena, da me pospremi. Kamor bom šla, želim sneti slušalke in poslušati prskanje gamsov, s polnimi pljuči klicati ime svoje psičke, ko se bo pognala za sviscem. Lov je v njeni naravi, kakor je v moji občudovanje 2000 in tvojih bogov se ne morem nagledati. Čeprav ne čutim nog, sem vsak dan korak bliže. Santé. Hvala. Bi pa zdaj v tem momentu povabila tudi na odprti mikrofon. Se je Jerneja Vrabič bi jo toplo povabila gor, ker me je pred pesniškim večerom rekla, če lahko prebere par pesmi, zatem pa mislim, da bi tudi Hana nekaj prebrala. Ja. Hvala za besedo. Meni so se med zdravljenjem zapisale tudi pesmi in nekatere bi delila z vami. Čakajoč na trg ionizirajočih žarkov, s kroglami v glavi, z žarom v očeh, zagrize v fiksacijsko masko, vdihne in si misli, metastaza ni ekstaza, želi živeti, pisati in brati pisma, mesiti testo za kruh, dihati svež zrak, hoditi, se peljati z vlakom, se voziti s kolesom, želi te objeti ali s tabo posedeti, ti pogledati v oči in reči hvala, da si. Ko jo vase posrka
aparat za magnetno resonanco, si predstavlja, da je prišla k vračem. Zvoki aparata v njej zbudijo asociacijo na zvoke avstralskega dirigiduja ali mehiškega inštrumenta, imenovanega La Trompeta Maja. Diha in z zaprtimi očmi preverja telo. Potem čuti vibracije, kot bi nekdo s kladivom udarjal v glavo. Za trenutek tišina. Naznanijo, da bodo ubrizgali kontrast. Ta steče v telo skozi kanalček in povzroči občutek kovinskega okusa, val toplote in občutek mokrote. Spet se prepusti vračanju. Izvid dobi čez nekaj dni. Otožna. Po nekaj letih je moje telo bolj polno, napihnjeno, okroglo. Zredila sem se za skoraj XY kilogramov. Skoraj pol več me je. Se je v tem času najina ljubezen poglobila ali sva se oddaljila? Spet noseča? V 6. mesecu? Kdaj bo? Z okornimi prsti in oteklimi nogami, s celim oteklim telesom. Nisem noseča. To je stranski učinek zdravil. Še za konec. Na sprehodu čez meglico pogled lovi sonce. Najde ga v otroških očeh in čuti v stisku njegove dlani. Hvala. Jaz bi pa prebrala 2 pesmi, posvečeni mojemu dedku, od katerega se poslavljam. Fotografija dedkovega balkona. Medtem, ko je nastala ta fotografija, sta se mama in dedek pogovarjala o tem, kje si dedek želi imeti žaro, A v grobu, B pri nekomu doma, C raztreseno. Dedek ima raka, ampak nima diagnoze, ker noče, da mu vzamejo tkivo za biopsijo. Dedka zelo kmalu ne bo, ker ga brez diagnoze ne morejo zdraviti. Ostala bo fotografija njegovega balkona in me spominjala na trenutek, ko sem se obrnila stran, da me mama in dedek ne bi opazila jokati. Med nami 3 moram biti močna. Nedeljski izlet. Z avtobusom najprej v Kamnik, čez Črnivec do Gornjega Grada, kjer so se spomini po zlogih v razvlečenem tempu govora mojega dedka zbrali v sedanji trenutek, ki se zdi grozljivo blizu dedovim zgodbam o začetku vojne in je z druge strani hriba, ki se zdi grozljivo blizu dedovim zgodbam o začetku vojne, ko sta z mamo hodila v Tržič in je z druge strani hriba pokukalo letalo in je delalo ratatata. Mama je 2-letnega deda povlekla v jarek, se vrgla nanj, potem pa sta šla naprej do Tržiča k mami od dedove mame na obisk. Dedovega očeta so v tisti vojni ubili. Deda pravi, da bo njegovo ime na istem grobu, samo še letnico smrti je treba vgravirati. Nazaj v Ljubljano z avtobusom čez Črnivec, najprej v Kamnik, vedoč, da sem deda morda zadnjič videla, zaradi eksponentne rasti rakavih celic v njemu. Svoji mami, ki sedi na sosednjem sedežu, pokažem luno, ki je ravno danes krvava
Stopiva z avtobusa. Pred njim stoji skupina ljudi z koncev sveta, kjer delajo ratatata. Ampak zanje obiski ne obstajajo več, kaj šele mame od mam, morda le otroci od otrok in polnorok, ki ne bodo pokopane pod nobenim imenom. Okay. Hvala. Hvala še enkrat vsem vam, ki ste tukaj z nami, ki poslušate našo poezijo, ki verjamete, da je prav poezija tista, ki nas lahko poveže, ki preseka to tišino. Vabim vas, da se tudi neformalno podružimo, da rečemo, kaj midve s Katarino sva že primerjala, kjer je zdravila jemljeva. Mogoče lahko primerjate kakšno svojo izkušnjo, spregovorite. Seveda še enkrat vabim, da delite svoje izkušnje, ki nam bodo tudi pomagale, da delamo nadaljne dogodke. Kako pomembno je, da se pogovarjamo o raku, kako pomembno je, da je tudi prostor za čustva naših prijateljev, naših bližnjih. Večkrat sem rekla, tudi jaz v tej svoji borbi, seveda legitimno je, da si tudi ti žalostna, da si tudi ti jezna, da si tudi ti nesrečna, da si tudi ti vesela. Vsem mojim bližnjim, mami, z očetom sva spregovorila, tako da govorite o tem. Eno je to, da je to moč informiranja, drugo pa, da res to stigmo, to šepetanje o raku malo presežemo. Še enkrat hvala, ker ste prišli. Hvala vsem pesnicam in pesnikom, da ste spregovorili in imejte prijeten večer, bodite prijazni in z drugim, kot bi rekla Ellen.